drage sestre, dragi bratje, romati pomeni prehoditi pot vere, pomeni pa tudi zahvaljevati in prositi, in vse to troje mi pri tej maši in na tem romanju letos v Lourdes povezujemo. Romanje in vse, kar je njim povezano, lepo in težko, nam daje veliko novih moči. Lourdes je časten dokaz obstoja nadnaravnega, sredizobnega brezboštva, materializma in scientizma. Lourdes je tako močno izčan, da ga lahko zanika samo človek, ki zanika nadnaravno. Čedalje več ljudi roma sem iz vseh koncev sveta. Tu čutiš neskončnost, veličastnost in neposredno Božjo bližino. Božje vsiljenje je neskončno in Bog vedno ljubeče čaka človeka. Vsak nas ima vse težave. Vzeli smo jih s seboj in prinesli v Lourdes, da jih izročimo Mariji. Češenje Marije, molitve in pesmi nam dajejo nove moči. Vse to nam vliva in prinaša novo upanje za življenje. Prosimo za dove zveličanja, da bi zaslijeni spregledali, da bi se izgubljeni vrnili na pravo pot, da bi nastopila doba sloge, miru, spoštovanja, sožitja in sreče, da bi našli ali pa utrdili in poglobili svojo vero. Kristjani vseh koncev sveta prihajajo v Lourdes z vero in ljubeznijo, da se v njih nekaj spremenilo. Koliko ljudi, ki so bili v temi, je dobilo tukaj luč. Koliko trpkih src je zopet našlo pot k Bogu. Koliko omahljivih je dobilo tukaj moč za vstajenje in novo življenje, pa tudi za vztrajanje. V trenutkih molitve ali ob sodelovanju pri evharistični procesi, pri rožnem vencu, pri maši, s ponavljanjem Marijinih vzklikov Ave, se duše napolnjujejo z novo duhovno močjo, s pogumom in velikodušnostjo. Bolniki navadno ne ozdravijo, dobijo pa novo moč, novo upanje, novo vztrajnost, novo potrpežljivost, novo osmislitev svojega trpljenja. Spričo o širnosti sveta, ko mnogi mislijo, da znajo in zmorejo vse in da Boga ne potrebujejo, je Lourdes klic k ponižnosti in k molitvi. Lourdes pa je tudi klic pokori in spreobrnenju. V času gospodarske in finančne krize je Lourdes klic in vabilo k ljubezni do bližnjega in k še večji solidarnosti. Naša pobožnost in češenje Device Marije ne sme biti v kratkotrajnih čustvih in površini, v lahkovernosti, ampak prizadevanje za posnemanje Marije v njenih krepostih, skrb za bogopodobnost, življenje iz in po Božji besedi, še bolj pa blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in jo ohranijo. Za siromašne ljudi po vsem svetu je treba najti trajne in prave rešitve, pravi prejšnji svet oče Benedikt. Posvaril je pred izključevanjem vere iz kulturnega življenja, kajti iskanje Boga je utemeljilo evropsko kulturo in ostaja tudi danes podlaga za vsako pravo kulturo. In prav zaradi tega, da bi
našli spet vero, da bi osmislili vero, da bi svojo vero utrdili in poglobili, je sveti oče Benedikt lani napovedal leto vere, ki ga letos obhajamo. Poleg vsega, kar smo v letu vere že slišali, mene zelo preseneča in nikoli pri svojih 77 letih nisem slišal, da so prvi kristijani morali veroizpoved znati na pamet. Tako kot znamo mi na pamet Ti angel, o gospa moja, in še tolike druge lepe molitve, ki so nam pri srcu, tako so prvi kristijani morali znati na pamet že od majhnega veroizpoved. In to so molili vsak dan kot jutarnjo ali kot večerno molitev v zavesti, da so oni že s krstom sprejeli nalogo širiti in oznanjati med druge evangelij, to, kar danes tako poudarjamo. Gotovo pri teh letih verjetno se ne bo šel vsak od nas učiti na pamet veroizpoved, ampak če kdo to more, pa naj morda v letu vere tukaj v Lurdu naredi ta sklep, da se bo naučil veroizpoved ali pa, da bo veroizpoved doma molil vsak dan iz knjižice.